Iz življenja vesoljne cerkve. Objavljen program papeževega obiska Monaka. Libanon sveti sedež zaprosil naj pomaga ohraniti navzočnost kristjanov v državi. Norveški škof Erik Varden, član reda trapistov, potem ko je vodil duhovne vaje za papeža in njegove sodelavce, prišel v Slovenijo. Škotski škofje pred odločanjem o evtanaziji parlament pozivajo naj zakon zavrne. Dober dan, z vami smo Marjana Debevec, Blaž Lesnik in Nataša Ličen. Papež Leon XIV. Je prejšnjo nedeljo popoldne obiskal rimsko župnijo darovanja Device Marije. Zbrane primaši je spodbudil, naj kot mati skrbijo za najbolj krhke, ki potrkajo na njihova vrata, ne da bi jih obsojali, temveč naj jih kot župnija sprejmejo, poslušajo in podpirajo, če so v nevarnosti. Pred mašo se je sveti oče srečal z najbolj ranljivimi družinami in bolnimi. Kot prvi pa so papeža v omenjeni župniji z obrobja Rima sprejeli otroci in mladi, ki so mu postavili nekaj vprašanj. Papež jih je spodbudil, naj zavračajo vsako obliko nasilja in sovraštva, ter postanejo nosilci sprave v svetu. Spomnil pa jih je tudi, da Jezus vedno trka na njihova srca. Jezus želi priti k nam, v naš dom, v našo družino, prijateljem in predvsem v molitvi, je dejal papež in mlade povabil, naj govorijo z Jezusom, mu zaupajo skrbi, težave, bolečine, a tudi, da ga prepoznajo v ljudeh, ki trpijo. Vatikan je objavil podroben program papeževega obiska v kneževini Monako. 28. marca se bo tam mudil približno 9 ur. To bo njegovo prvo potovanje v Evropo in hkrati prvi uradni obisk kakšnega papeža v tej mali sredozemske državi v moderni zgodovini. Monaku bo sledilo papeževo daljše potovanje v Afriko aprila in v Španijo junija. Vatikanski tiskovni urad je sporočil, da papež moli za konec vseh sovražnosti v bližnjevzhodnih regijah. V njegovih mislih so predvsem številni nedolžni ljudje, med njimi otroci, ki so umrli v bombnih napadih, in tisti, ki so jim pomagali, kot je maronitski duhovnik Pierre El Rahi, ki je umrl med napadom v Libanonu. Libanon pa je medtem sveti sedež zaprosil, naj posreduje in pomaga ohraniti krščansko navzočnost v vaseh na jugu države ob meji z Izraelom. Te vasi so se namreč zaradi nenehnih izraelskih napadov in ukazov za evakuacijo znašle v hudi humanitarni krizi. Več Marta Jerebič. Libanonski zunanji minister Jusef Ragi je za pomoč zaprosil v telefonskem pogovoru z vatikanskim tajnikom za odnose z državami nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem. Poudaril je, da so prebivalci teh obmejnih območij večinoma kristjani, ki vedno podpirajo libanonsko državo in njene uradne institucije, vključno z vojsko, ter niso nikoli odstopili od te zaveze. Gallagher je zagotovil, da sveti sedež že vodi potrebne diplomatske stike, da bi ustavil naraščanje nasilja in preprečil množično izseljevanje prebivalcev z njihovih domov. Papež Leon XIV. Je že lani ob obisku Bejruta opozoril na demografski upad kristjanov v deželi Ceder in poudaril, da je njihova navzočnost ključna za civilizacijo ljubezni in miru. Tudi zdaj je Libanon v središču njegovih molitev. V mislih ima zlasti številne nedolžne ljudi, med njimi otroke, ki so umrli v bombnih napadih, in tiste, ki so jim pomagali, kot je maronitski duhovnik Pierre El Rahi, ki je v torek umrl na jugu države, medtem ko je odhitel pomagati svojemu faranu. Njegova hiša je bila tarča izraelskega napada, v naslednjem napadu na isto hišo je bil ranjen tudi duhovnik, ki je nato v bolnišnici umrl. Škotski parlament bo v torek odločal o medicinski pomoči pri samomoru za neozdravljivo bolne odrasle.
Škofje opozarjajo, da predlog zakona o pomoči pri samomoru krši versko svobodo, saj bi lahko prisilil katoliške hospice in domove za ostarele k sodelovanju pri dejanjih, ki nasprotujejo njihovim temeljnim vrednotam. Opozarjajo, da bi v primeru neustreznih zaščitnih določil številne katoliške ustanove morale zapreti vrata, kar bi močno prizadelo ljudi, ki jim že stoletje služijo. Podpora zakonu med poslanci upada, vendar škofje in zagovorniki opozarjajo, da je pred dokončnim glasovanjem potrebno še veliko prizadevanja za njegovo zavrnitev. V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna. V Sloveniji se je ta teden mudil norveški škof Erik Varden, član reda trapistov, ki od leta 2019 vodi norveško ozemeljsko prelaturo Trondheim. Mož, ki danes velja za enega najbolj spoštovanih mislecev v Evropi, se je nekoč izrekel za ateista. K nam je prišel iz Vatikana, kjer je vodil postne duhovne vaje za papeža Leona XIV., kardinale, ki prebivajo v Rimu, in vodje dikasterijev. V tem tednu pa je vodil duhovne vaje za redovnike v Stični. Pri založbi Družina sta v postnem času izšla prevoda 2 njegovih duhovnih del, in sicer Razbijanje osamljenosti in Čistost, sprava čutov. Prejšnji petek je bil gost v galeriji Družina v Ljubljani, kjer je odgovoril na nekaj vprašanj. Del tega pogovora smo za vas prevedli in vabim vas, da mu prisluhnete. Pater Erik Varden, ravno ste se vrnili iz Vatikana, kjer ste vodili duhovne vaje za papeža in njegove sodelavce. Kakšni so vaši vtisi, ste imeli kaj treme in pa kako ste izbirali teme? Preparing any retreat is a matter of thinking in the long term. Kar zadeva duhovne vaje, je priprava nanje vprašanje dolgoročnega razmišljanja, saj gre za veliko nagovorov za isto skupino poslušalcev. Zato voditelj želi poskrbeti, da ne bo govoril vedno istega, da jih ne bo preveč dolgočasilo. Potrebna je neka predstava, kaj želiš povedati in kam želiš priti. Ko je prišlo povabilo, prišlo je povsem nepričakovano, se mi je takoj porodila prva misel. Gre za evangelij, v katerem je Satan Kristusa v puščavi v nekem videnju vzel na vrh templja in rekel: vrzi se dol, kajti pisano je, svojim angelom bo zate ukazal in na rokah te bodo nosili. Zaradi tega je ta odlomek dobil pomemben položaj v katoliški liturgiji postnega časa, zlasti na prvo postno nedeljo. Tako je že več kot 1000 let. Eden največjih predstavnikov našega reda, sveti Bernard iz Clairvauxa, je v 12. stoletju izbral ta odlomek za osnovo vrste postnih premišljevanj za svojo skupnost. Imel je 17 pridig o njem. Te pridige so opis asketskega življenja, boja proti zlu, boja proti raztresenosti in skušnjavam. Gre za besedila, ki vabijo k obnovi krščanske zavezanosti in učijo, kako iti globoko v molitev. Zato sem duhovne vaje v osnovi strukturiral na temah, ki sem jih izbral iz tega odlomka. Izhajal pa sem iz Bernardovih premišljevanj, ki sem jih skušal razviti tako, da bi morda prinesla nekaj koristnega tudi za današnja vprašanja. Naprimer, kaj pomeni biti svoboden? Ima smisel govoriti o svobodi? Ima smisel govoriti o resnici? Kako danes smiselno govoriti o resnici? Kako se spopadati s kršitvijo visokih idealov strani ljudi, ki smo jim zaupali in tako dalje? To je bila v osnovi zasnova duhovnih vaj in način priprave nanje. Vodenje duhovnih vaj v Vatikanu vam je prineslo tudi ogromno medijske prepoznavnosti. Je to za vas moteče ali to sprejemate kot nekaj, kar gre zraven takšnega dela? I am on no social media. Nisem navzoč na družbenih omrežjih, tako da gre veliko tega, kar je zapisano, mimo mene, kar je verjetno dobro. Tukaj bi omenil nek moj osebni spomin. Leto diakonata sem preživel v Rimu
in bil sem precej dejaven pri liturgični glasbi. Prosili so me, naj kot diakon pomagam pri nekaterih bogoslužjih pri svetem Petru med velikim tednom, saj v velikem tednu potrebujejo diakone, ki niso ravno brez posluha. Prva slovesnost, pri kateri sem sodeloval, je bila cvetna nedelja, kjer sem v pasijonu pel Kristusa. Cvetno nedeljo v Vatikanu praznujejo na trgu svetega Petra, ki ga preplavijo verniki. Polna je tudi ulica Sprave, povsod so kamere. Ko sem se postavil pred vse to morje ljudi, me je bilo malo strah. A tik pred mano je bila gospa na invalidskem vozičku, ki je zelo pozorno gledala gor. Medtem ko sem stal tam in imel hudo tremo, sem si mislil, pel bom zanjo in poskušal bom prenesti nanjo, kar mi je bilo dano prenesti. Tako sem se le bežno zavedal, da je okrog nje še veliko ljudi. V resnici ni pomembno, ali te opazuje veliko ali malo ljudi, kajti pomembno je poskusiti doseči osebo v neki osebni komunikaciji in ali se ta pomnoži z visoko ali nizko številko ljudi, ni tako pomembno. Pomembno je poskusiti povedati nekaj smiselnega in potem pustiti, da deluje na način, ki ga načrtuje Božja previdnost. Pa bi ste zdaj sprehodili malo skozi vašo življenjsko pot. Rojeni ste bili leta 1974 na jugu Norveške. Odraščali ste v versko nedejavni luteranski družini. Kako ste preživeli najstniško obdobje, kot sami pravite, agnosticizma in skepticizma? Kakšna je bila vaša pot spreobrnjenja? Well, I suppose at that time I didn't really think of my agnosticism as much of a problem. I was very content with it. No, takrat nisem resnično mislil, da je moj agnosticizem velik problem. Bil sem zelo zadovoljen z njim. Imel sem tiste vrste gotovosti, ki jo lahko resnično imaš samo pri 14 ali 15 letih. Preostanek življenja pa preživiš v veliki nostalgiji po tistih letih, ko se je vse zdelo črno-belo in smo bili vsi prepričani, da imamo prav. Torej sem imel neko svojo predpostavljeno stališče. Hkrati sem kot najstnik veliko bral in se zavedal, da v literaturi, glasbi, umetnosti in zgodovini srečujem vprašanja končnosti. Na to opozorim v uvodu v knjigo Razbijanje osamljenosti. Čeprav sem rojen leta 1974, sem odraščal zavedajoč se ran, ki jih je na naši lokalni skupnosti pustila druga svetovna vojna in ran, ki jih je nosila moja družina. Zelo me je zanimalo to boleče obdobje. Moj oče je bil veterinar in nekega popoldneva, ko smo sedli k kosilu, starša, 2 sestri in jaz, nam je oče kar tako povedal zgodbo o nečem, kar je tisti dan videl. Šel je pozdraviti bolno kravo na kmetijo, ki jo je vodil starejši mož, za katerega je vedel, da je bil med vojno v nacističnem taborišču. Vedel je, tako kot se vse ve v majhni skupnosti, da je tam trpel. Ravno tisti dan je ta mož pospravljal seno. Bil je vroč dan, zato si je slekel srajco. Ko je prišel naproti očetu, je oče videl, da je hrbet tega moža še vedno poln brazgotin biča, s katerim so ga bičali v ujetništvu. Oče je to preprosto omenil kot dejstvo, ki ga je videl in ki ga je ganilo. Ta pripoved je naredila globok vtis na moje otroško srce. Kajti o vojni sem kar nekaj vedel, o krutosti, ki so je ljudje zmožni, a to je bilo nekaj, kar sem srečeval v knjigah ali filmih in zgodbah. Pretreslo pa me je, da se lahko učinek človeške krutosti kaže na nekom, ki je sosed, kmetu, ki ga osebno nisem poznal, a bi ga lahko spoznal. Tako me je v rani mladosti globoko prizadelo zavedanje tragedije obstoja. In s tem sem živel. In vedel sem, da to nekako zahteva odgovor. Hkrati sem doživel neke vrste duhovno prebujenje, ki se je osredotočilo v globoko izkušnjo glasbe, ko sem odkril 2. simfonijo Gustava Mahlerja, njegovo simfonijo vstajenja.
V zadnjem stavku te simfonije je odlomek, v katerem sopranistka solo poje: O Vera, nisi bila zaman rojena, nisi zaman živela, nisi zaman trpela. Bil sem star 15 let, ko sem to prvič slišal, in do takrat še nisem veliko preživel ali pretrpel, a resničnost teh besed me je zaznamovala. Prebudila mi je spoznanje, da je v meni nekaj globokega, kar je večje od mene in kar je nekako neka navzočnost, in to osebna navzočnost. To je bil začetek mojega verskega iskanja. And that became the beginning really of my explicit religious search. To ste zelo poglobljeno opisali tudi v vaši knjigi. Po študiju ste se pridružili trapistom, leta 2007 ste izrekli slovesne redovne zaobljube, leta 2011 prejeli mašniško posvečenje in bili že leta 2015 izvoljeni za opata skupnosti. Kljub osebnemu občutku, da ste povsem neprimerni za to vlogo, kot ste dejali v enem od intervjujev, ste pri 39 letih sprejeli vodstveni položaj. Kaj bi povedali o tej vaši intenzivni poti? The top is a relative term, and St. Benedict has a wonderful pedagogy. Vodstveni položaj je relativni izraz. Sveti Benedikt ima čudovito pedagogiko, ki je opisana v 7. poglavju Pravila svetega Benedikta. V poglavju, ki govori o ponižnosti, pravi, da je edini način vzpenjanja v duhovnem in krščanskem smislu ta, da greš navzdol, da rasteš v ponižnosti, kar pomeni biti utemeljen v resničnem in soočen s svojimi lastnimi omejitvami. In lahko rečem, da v mojih izkušnjah ni učinkovitejšega načina soočenja z lastnimi omejitvami, kot biti predstojnik samostana in biti poklican voditi in učiti brate, ki te zelo dobro poznajo in nimajo napačnih, lepših predstav o tebi, saj poznajo vse tvoje omejitve in se, kljub temu, herojsko odločijo, da bodo verovali, da si lahko orodje Božje previdnosti. Torej je bila to velika lekcija vere in poslušnosti. Po drugi strani pa me je veliko naučila o veri mojih bratov, ki so resnično kazali neke vrste nadnaravno zaupanje, da Bog nekako deluje skozi zelo človeške resničnosti. Pogosto se spomnim besed neke prijateljice, katere univerzitetni profesor mi je povedal o rojstvu njenega prvega otroka. Bila je v bolnišnici, mož je bil tam in otrok se je rodil. In vse je šlo dobro in vse je bilo srečno. V bolnišnici so bili nekaj dni in potem je šla domov. In potem je otrok začel jokati. In tako je pogledala okoli in pomislila, ali ni tu kakega odraslega? A potem je spoznala, da mora odrasti za to nalogo. In mislim, da je biti opat malo podobno. No, očitno vam je šlo zelo dobro, ker ste bili že leta 2019 imenovani za škofa. V enem od pogovorov ste dejali, da je bila ta prošnja, da prevzamete škofovsko mesto, potem ko ste bili že 30 let izven domovine, najtežja stvar, ki so jo zahtevali od vas. Pa vendar niste zavrnili. Postali ste prvi domačin na vodstvenem položaju ozemeljske prelature Trodenheima v sodobnem času. Kako najdete v sebi to zaupanje v Božjo previdnost? Well, as you correctly say, and as I've said elsewhere, it was a very hard transition for me. Zame je bila to kar zahtevna preselitev. Da bi to zmogel, sem najprej moral predelati lastno žalost za tem, kar sem zapuščal. Eno od poglavij v knjigi Razbijanje osamljenosti se imenuje Spomni se Lotove žene. Lotova žena stoji pred nami v evangeliju, ki ga beremo med postom, kot zgled, ki mu ne smemo slediti, ker gleda nazaj, ko bi morala gledati naprej. In ker gleda nazaj, okameni.
spremeni se v steber soli in izgubi ne le moči gibanja, ampak tudi moč življenja. Torej, gledati nazaj, ko bi morali iti naprej, ni način, da bi prinesel sadove. Po drugi strani pa moramo včasih pogledati nazaj, preden lahko gremo naprej. Eno od besedil, na katerega se opiram v tem poglavju, je besedilo, ki sem ga odkril, ko sem v šoli študiral ruščino. To je pesem, po mojem mnenju, neprimerljive ruske pesnice Ane Ahmatove o Lotovi ženi. Ahmatova ima povsem drugačen pogled na Lotovo ženo, ki preprosto pomaga vstopiti v njeno kožo. Lotova žena po mnenju Ahmatove gleda nazaj ne zato, ker noče iti naprej, ampak zaradi vseh nežnih spominov, ki jo vežejo na to mesto, ki ga mora zapustiti. In Ahmatova, ki je vedela marsikaj o slovesih in izgubah, je to po mojem mnenju z genialnostjo in veliko nežnostjo izrazila v pesmi. Tako sem moral tudi jaz narediti svoje notranje delo slovesa, da bi se usmeril proti temu, kar je pred menoj. In imel sem srečo, da sem lahko vzel nekaj mesecev počitka in duhovnih vaj, da sem to notranje delo opravil in nato potrdil svojo vero v Božjo previdnost, ki deluje skozi cerkev. Tako sem potrdil svoj da Božji volji v svojem življenju, tudi ko je ta volja zelo skrivnostna, in spet položil zaupanje v previdnost. Če smem navesti pravilo svetega Benedikta, ki ima čudovito poglavje proti koncu, nosi naslov, kaj mora menih storiti, ko ga prosijo za nemogočo stvar. Ko vas recimo vaš opat v svoji veliki modrosti prosi, da naredite nekaj, za kar si mislite, da nikakor ne zmorete storiti, vam sveti Benedikt daje zelo dober nasvet. Pravi, umiri se, ne vznemirjaj se preveč, predelaj svojo jezo in strah, nato ob pravem času pojdi in povej svoje razloge opatu. Pojasni mu, zakaj misliš, da človeško tega ne moreš narediti. Sveti Benedikt pravi, naj opat posluša in moli, ter nato odgovori. Dragi brat, slišal sem, kar si rekel. Jemljem te resno, vendar še vedno mislim, da lahko to narediš in mislim, da bo to dobro zate in za skupnost. Torej, poskusi, pravi sveti Benedikt. Samo eno je treba narediti in to je zaupati v Boga in poskusiti. Tako sem se odločil in ko sem prišel v Trondheim, ni bilo zelo težko, ker so me tam ljudje sprejeli s tako prijaznostjo in radodarnostjo ter dobro voljo in zvestobo, da je bil res zelo vesel začetek. A včasih, da narediš vesel začetek, moraš najprej predelati malo žalosti. Goodwill and fidelity by the people there, that it was really a very joyful beginning. But sometimes, in order to make a joyful beginning, you have to work through a bit of grief first. Kako menih, redovnik, živi življenje škofa? Vi tudi niste odložili redovne obleke. O pomenu te obleke pišete tudi v knjigi Čistost na podlagi izkušnje, ki se vam je zgodila v Rimu. Well, you know, there is that old French saying, I don't know whether you have a Slovenian equivalent. Obstaja star francoski pregovor, ne vem, če imate kaj podobnega tudi v slovenščini, obleka ne naredi meniha. A za meniha je obleka nekaj, kar ga predstavlja navzven. Ena stvar, ki mi je pomagala v tisti vmesni fazi med samostanom in škofijo, je bilo nekaj, kar mi je povedal uradnik rimske kurije. Rekel je, da je biti menih del tega, kar sem, in da je to nekako zakoreninjeno v mojem bitju. In rekel je še, nihče te ne prosi, da to zapustiš. Morda te za prejem škofovskega posvečenja prosijo, ne kljub temu, da si menih, ampak prav zato, ker si menih. In ko sem premišljeval, sem ugotovil, da obstaja precej dolga tradicija v starodavni in srednjeveški cerkvi, da menihi postanejo škofje in obogatijo svoje škofovsko služenje z meniškim izročilom.
Torej sem si mislil, da lahko poskusim to narediti. In kar zadeva oblačenje na ta način, je bilo delno zato, ker sem do takrat, ko sem delal ta premik, nosil obleko približno 20 let. In če bi oblekel črno obleko, bi se počutil, kot da grem v maškare. Na drugih ljudeh zgleda zelo elegantno, a sebe v tem nisem videl. Torej sem si mislil, da je to obleka, ki jo bom nosil. Tudi zelo praktična je, ker nikoli nisi v dilemi, kaj obleči naslednji dan. Nam poveste še malo, iz kakšnega okolja prihajate v kulturnem in verskem smislu? It is often said, particularly in southern Europe, that there are no countries more secularized than Norway, Sweden and Denmark. Pogosto slišimo govoriti, zlasti v Južni Evropi, da ni bolj sekulariziranih držav, kot so Norveška, Švedska in Danska. To drži do neke mere. Kajti res je, da je na Norveškem sekularizem globoko zasidran in obstaja neke vrste idealistična navezanost nanj. Hkrati pa je naša država kulturno, rekel bi, precej konzervativna. In to delno zato, ker ni urbana država. Nimamo res velikih mest. Tudi naša prestolnica je na evropski lestvici precej majhno mesto. Torej, večina ljudi živi na podeželju. In podeželske skupnosti imajo običajno daljši spomin kot urbane skupnosti. Zavedajo se, od kod prihajajo in kaj jih je naredilo takšne, kot so. Torej je vsaj do nedavnega obstajal krščanski spomin, ki je v zadnji generaciji v veliki meri izgubljen. Ko sem se vrnil na Norveško, so me pogosto vprašali, kako se je država spremenila v 30 letih, ko me ni bilo. In mislim, da bi lahko rekel marsikaj o tem. Zdaj lahko v vsakem supermarketu najdeš avokado. Ko sem odraščal, si imel srečo, če si našel banane. A eden od vidikov spremembe je dejstvo, da ko sem odraščal, je cerkev še bila dejavnik v družbi, proti kateremu so se ljudje borili ali se nanj odzvali, ker so jo dojemali kot omejujočo, staromodno in zagozdeno v blatu. To se je popolnoma spremenilo. Cerkev je namreč sedaj postala tako obrobna, da ji nihče ne posveča veliko pozornosti. Torej se nima smisla boriti proti njej. V času mojega odraščanja v 80 letih prejšnjega stoletja bi večina Norvežanov znala povedati, zakaj gre pri krščanstvu. Zdaj večina odraslih Norvežanov, zagotovo tistih med 20 in 55 let, v veliki meri nima pojma in se ne sramujejo priznati, da nimajo pojma o veri. To predstavlja civilizacijski, kulturni, katehetski neuspeh v smislu, da krščanska ustanova ni uspela prenesti nečesa naprej. Hkrati pa predstavlja izjemno priložnost. Kajti kolikor so ljudje izgubili gotovost, da vedo, zakaj gre, so v veliki meri izgubili tudi negativne predsodke. In nekaj, kar me je presenetilo, ko sem se ponovno seznanjal s svojo državo, je veliko večja mera dobrohotnosti, odprtosti in radovednosti glede vere, kot se spominjam iz časa, ko sem odraščal. Drug dejavnik, ki ga moram omeniti, ko govorim o posebnostih norveškega katolicizma, je dejstvo, da je izjemno mednaroden in raznolik. Našo skupnost v veliki meri sestavljajo priseljenci. V moji škofiji imamo katoličane iz 130 narodov. In preprosto veličastno je darovati sveto mašo v nedeljo v naši stolnici in gledati na to povsem neverjetno zbrano občestvo. V človeških izrazih je to taka mešanica ozadij in kultur, da ne bi mislili, da jih lahko kaj združi. In vendar je nekako ta kompleksna resničnost združena v edinosti, ali vsaj stremi k temu. Mislite, da bo cerkev v prihodnosti znala odgovoriti na izzive časa in se približati posamezniku? I'm not actually sure I am an optimist, but I have hope. And I think it's important to insist on that difference. Nisem prepričan, da sem optimist, imam pa upanje.
Rad sem z optimisti, ker ljudem dajem energijo in pogum, ker imajo to neomajno gotovost, da se bo vse nekako dobro izšlo. A mislim, da bi večina od nas, če smo iskreni, lahko pomislila na trenutke v naših življenjih, ko se ni vse dobro izšlo. In lahko smo iskreni in realistični glede tega, vendar pa kljub temu upamo, da bo Bog lahko uresničil svoj popolni načrt in da njegova previdnost lahko nekako nezmotljivo deluje tudi sredi človeških protislovij. In to verjamem, da če kot verniki pogledamo na krščansko 2000-letno zgodovino, vidimo, da se ponavlja znova in znova in znova. Da lahko ponovno tudi puščava znova vzcveti in da lahko bolni ozdravijo in hromi hodijo ter mrtvi vstanejo. In to trdno verjamem. Verjamem, da se bo to nadaljevalo in verjamem, da bodo doline posušenih kosti našega časa videle izpolnitev Kristusove obljube. Kdaj in kako se bo to zgodilo, nimam pojma. A prav tu je krščansko upanje nujno povezano s krščansko potrpežljivostjo, ki je velika krepost. Is necessarily linked with Christian patience, which is a great virtue. Slišali ste pogovor z norveškim škofom Erikom Vardnom, ki je vodil postne duhovne vaje za papeža in rimsko kurijo, v teh dneh pa še duhovne vaje za redovnike v Stični. S tem zaključujemo oddajo, ki jo je pripravila Marijana Debevec. Z njo sva brala Blaž Lesnik in Nataša Ličen. Želimo blagoslovljeno nedeljo. Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si